No, v naslednjih minutah pa vam bomo predstavili manualno terapijo. Manualna medicina je področje medicine, ki obsega diagnostiko kot tudi zdravljenje težav gibalnega sistema. Z njo zdravniki specialisti odpravljajo vrsto simptomov, kot so bolečine v hrbtenici, v vratnem, prsnem in ledvenem delu, bolečine v sklepih, mišicah, težav z nespečnostjo, glavoboli, vrtoglavice in še mnogo drugega. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi kar 90% ljudi vsaj enkrat v življenju imeli težave, ki so povezane s hrbtenico. Vzroki zanje so različni, prednjačijo pa predvsem obrambne spremembe, razvojne posebnosti, na katere žal nimamo vpliva, in pa napačna, predvsem prisiljena drža. Dejstvo, ki temelji na podatkih specialistov, nevrologov in ortopedov, je, da naj bi vsak tretji Slovenec imel težave z spremembami v ledvenem delu hrbtenice, vsaka tretja Slovenka pa naj bi imela bolečine v vratu in s tem povezane težave. Manualna medicina je med vsemi vrstami terapij brez zdravil klinično najbolj uspešna metoda zdravljenja težav povezanih s hrbtenico. Prijemi manualne medicine so na nek način podobni masažnim, vendar z njimi dosežemo tudi globje mišice in tkiva, ki jih z masažnimi prijemi ne moremo doseči. Lahko bi rekli, da so določeni prijemi podobni ročni fizioterapiji, vendar je razlika ta, da so specialisti manualne medicine v osnovi zdravniki. Manualna medicina je priznana kot uradna veja medicine, vendar le pod pogojem, da jo izvaja zdravnik, ki je opravil predhodno specializacijo iz nevrologije, ortopedije ali fiziatrije. Veliko ljudi jo še vedno zamenjuje za kiropraktiko, ki ima bolj direktne prijeme, bolj grobe prijeme, največja razlika pa je ta, da kiropraktiki niso zdravniki. Zdravnik specialist v prvem pregledu opravi pregled celotne zdravstvene dokumentacije, se pogovori s pacientom o težavah, opravi klinični pregled, ki se stoji iz ocene drže, gibanja, preverijo se mišice in vezi z otipavanjem, opravi nevrološki pregled in tako naprej. Po končanem pregledu se zdravnik odloči za zdravljenje oziroma pacienta pošlje na dodatne preiskave. Seveda niso vse težave primerne za zdravljenje z manualno medicino. V tem primeru pacientu olajšamo pot do nasvetov drugih strokovnjakov iz drugih področij. V podjetju Mogi smo prvi s pomočjo dr. Zmaga Turka iz Splošne bolnišnice Maribor povabili k sodelovanju specialista manualne medicine, da bi te tehnike predstavil slovenski strokovni in širši javnosti. Tako smo prvega zdravnika v našem podjetju zaposlili pred 22 leti. Naši zdravniki prihajajo iz Rusije oziroma Belorusije, kjer so tudi najbolj napredni centri za manualno medicino v svetu. Odprli smo prvo ordinacijo v Ljubljani, tej je čez nekaj let sledil Maribor. Ljudje so k nam prihajali z vseh koncev Slovenije. Predvsem, kadar gre za hude bolečine in velike težave, ni priporočljivo, da bi se po intenzivni terapiji človek odpravil še na dolgo pot do doma. Zato smo naše storitve približali tudi drugim in odprli še ordinaciji v Novi Gorici in v Murski Soboti. Nazadnje smo se pred 2 letoma razširili tudi na obalo v Koper. Naši zdravniki v ordinacijah Mogi zdravijo paciente vseh starosti, tudi otroke z idiopatsko skoliozo prve in druge stopnje. Največ pacientov je starih med 45 in 65 leti. Želimo si, da bi bilo drugače. Namreč ljudje imajo veliko težav že več let, tudi več kot 10 let. Te težave so zastarane in zdravljenje je bistveno bolj težko in zahteva dalj časa. Veliko je prisiljene drže, predvsem pri mlajših moških opažamo veliko športnih poškodb. Dejansko so v modi ekstremni športi in pretiravanje z njimi. To pretiravanje nas vodi v poškodbe skeleta, mišic, predvsem pa tudi vodi v prezgodnjo obrabo hrustanca. До težav s hrbtenico pride predvsem zaradi načina življenja. To je sedeči položaj, avto, računalnik, različni športi, dvigovanje teži in potem pride do zategnjenosti mišic in drugih težav. Najpogostejše težave naših pacientov so bolečine v vseh predelih hrbtenice, vrat, prsni del, križ, ledveni del. Pride do zategnjenih, zakrčenih mišic.
ampak če ne narediti zdravljenje, pride še do drugih komplikacij, naprimer radikulopatija, ko ukleščen živec, diskus hernija in tako naprej. Toliko za danes, dragi naši gledalci. Upam, da bomo lahko vsi skupaj izkoristili tople, sončne septembrske dneve za dolge sprehode v naravo ali mogoče tudi za kak skok v hribe. Pa se srečamo kje?